kdo bo imel več, kdo bo imel manj? V tem zakonu bi rad povedal pravzaprav dve stvari, če ne gremo preveč v detajle. Prva stvar je ta, da je govora, da je to, ne vem, zakon za razvoj Slovenije. Mislim, da to ne drži. V tem zakonu je cel kup nekih ukrepov, ki so namenjeni pravzaprav tistim nerazvojnim, nepropulzivnim delom gospodarstva. Recimo zmanjšanje regulacije kratkoročnega oddajanja stanovanj v najem, ne. Mi vemo, da imamo katastrofo na stanovanjskem trgu. Kdo kupuje stanovanja? Ne več fizične osebe, ker nimajo tega denarja, ampak podjetja. Podjetja prosta sredstva plasirajo v stanovanjsko rentništvo in premalo investirajo in zato imamo premajhno rast produktivnosti na povprečnega zaposlenega. In takemu pojavu ne morete dati še davčne spodbude, ker v bistvu s tem nagrajujete neproduktiven razvoj gospodarstva. To je ena stvar. Druga stvar, kapital, organizirani kapital, delodajalska združenja, razne lobistične skupine, zdravniki in tako naprej, so v zadnjih letih se zelo odkrito spolitizirali, sklenili zavezništvo z desnimi strankami, pomagali napadati vlado pri raznih ukrepih. Recimo dolgotrajno oskrbo, ki je nujna zaradi staranja prebivalstva, so interpretirali kot čisto golo, objestno, dodatno, nesmiselno obremenitev gospodarstva. In zdaj je prišel očitno čas, ko je treba vračati te usluge. Mogoče so tudi direktno ali pa posredno financirali predvolilno kampanjo. Pa dajmo gospoda Osterca kar vprašati. Da zaključim. Pred volitvami se je precej govorilo o korupciji, zato ker so neki ljudje nakladali tam na izraelskih posnetkih, ampak ta zakon jaz razumem kot sistemsko korupcijo. Ta zakon je korupcija.